Obstaja nek game v tem svetu, ki je glavni game, recimo, da je kapitalizem, recimo to. Kapitalizem so pravila precej znana in precej je znano, kdo zmaga to igro. Ne? To pomembno so finance, pomemben je status, pomembno je, koga poznaš. To je kar precej jasno. In kot vsaka igra, je to igra, kjer nekdo zmaga in nekdo izgubi. In recimo mi trije tle smo v tej igri precej uspešni. Glede na povprečje smo mi precej uspešni v tej igri. In zato ta igra je nam... Jaz bi rekel, da sem neuspešen, ampak Okay. Gremo fakte. Ne glede na to, kaj si misliš o sebi, ampak glede na čist povprečje, vzemo cel svet, kapitalizem, dajmo reči, kaj 5, 6, 7 stvari je pomembnih, objektivno si ti med zmagovalci. Lahko ti povem, koliko zaslužiš na mesec? Jaz vem te procente, koliko si na svetu, recimo. Ja, če pa govorimo v pravilih, kaj jih je Jani povedal. Je pa malo drugače. Ne, sam ti poznaš. Če si predstavljaš average Joe na tem svetu, poznaš bolj pomembne, pa bolj cool ljudi, imaš več keša. Ampak gremo sam keš vzeti. Ker je tako povezano. Da bomo bolj enostavno. Ja, pač več keša imaš, kot 50% folka na tem svetu. Ja, to je res. 90. Ja, okay. Po moje 95, ampak... 98. Ja, ti ne veš, ne, čakaj. Vem. To sem tudi, ne vem, s kom si se pogovarjal, ker napisal sem to spodaj v komentar tvoj. Če si res zmagovalec v tej igri, smo mi še daleč, po moje. Definirati moraš, kaj je zmagovalec. Čakaj, bom samo dopolnil to, da si zmagovalec ali pa da vidiš, da zmaguješ oziroma da imaš potencial zmagovati. Ok, to potencial. To je pomembno. Sorry, ker sem te prekinil, kar da je povedal naprej. No, to meni, mi smo ali zmagovalci, mislim, nismo zmagovalci, ampak smo na dobri poti k zmagovanju, in že marsikoga zmagujemo v tej igri in zato vemo, da ta sistem ni popoln, ampak ne bomo svojega življenja namenili temu, da ga spremenimo. Zato, ker načeloma nam odgovarja, smo se znajdli in vemo, da se bomo znašli. Zdaj, vsi ekstremisti, ki smo jih prej omenjali, vizualni umetniki. Ja, vizualni umetniki, doskrat vidim, da izhajajo, pa ne vem, če oni razumejo to na tak način, to je mogoče zelo matematično rečeno. Oni, po mojem, veliko recimo ljudi pa je, ki vidi, da ne zmaguje in nimajo, ne vidijo načina, da sploh bi lahko kadarkoli zmagovali. In takrat edini način zate, ko obstaja, je, da probaš spremeniti pravila igre. In to je zanimivo. To je ful res, ja. Ampak še nekaj, malo te bom popravil. Večina ljudi... Izboljšaj me. Ne, večina ljudi, ti si, prav rekel si, da edini način, da ti sodeluješ v tej igri, je, da probaš spremeniti pravila igre. Ne. Kako si že rekel, sam pa prav. Da spremeniti hočejo tisti, to igro, ki ne zmagujejo in ne verjamejo, da bi lahko neko zmagovali. To pomeni luzeri danes, luzeri jutri v tej igri. Rečeš, jaz nisem loser, igra je slaba. Tako. Moramo drugo igro igrati. Tako. In to je ful dober point in to je treba res razumeti, če si na tej strani, ki rečeš, kapitalizem je cool, zato ker zmaguješ. Moraš se to zavedati. Da bi mi trije, če bi bili na filofaksu, ali pa bi bili neki vizualni umetniki, nek umetniški SP bi imeli, ne? Mi bi mogoče tam protestirali zdaj, ne? Zato ker mi dva, ti si ne bi mogel kupiti nič, imel bi neke potlačene sanje o Lamborghiniju. Lamborghiniju? Ja. Trigger. Hashtag. No, ampak veš, kaj mislim, ne? Mi bi se pa borili, ne? Mogoče smo mi za to, za ta sistem, ali pa ga ne kritiziramo toliko, ker nam služi. Jaz bi sam rekel, da ni toliko dober. Zate? Ne, Jani nas je opredelil kot zmagovalce oziroma kot potencialni zmagovalce v tej igri. Jaz bi sam se toliko stavil, da
pravi kapitalizem, pa pravi kapitalist je tist, ki služi s tem, da ne služi sa svojim časom. Trenutno, po mojem, še vedno mi vsi služimo tako, da prodajamo svoj čas. Dokler ti nisi v poziciji, ka vse tvoje naložbe, investicije, podjetja delajo toliko dodane vrednosti, pa toliko novega kapitala, takrat si ti pravi kapitalist. Zakaj? Mislim... Ne, dokler si ti... Se ti imaš naložbe. Ne, ti si UX designer, ne? Ja. In ti še vedno svoj cash služiš tako, da zato prodajaš svoj čas. Tudi če imaš ti... Ni tako enostavno. Sej, ni zato ta debata, zato sem jo hotel malo sam spodbuditi. Vsak prodaja svoj čas. Vsak prodaja svoj čas, ampak obstajajo pa ljudje, ki pa ne rabijo prodajati svojega časa. Ne, vsi prodajajo svoj čas. Ne, tukaj te hočem pozoriti. So pa ljudje, ki ne prodajajo svojega časa več. Daj mi en primer, pa ti mi povedal, zakaj on čas, sicer ful mal časa zaprav, za ful še vedno... Obstajajo ljudje, ki ne prodajajo svojega časa zato, da bogatijo. Daj primer. Po moje vsi milijarderji, ki obstajajo. Iz kje dobiva cash? Iz naložb. Iz naložb. Ali se on ukvarja s temi naložbami? Mal se more. Nekje se sploh ne. On ima na sekundo pač $1000. A veš, še vedno je čas. Ja, ampak. Zdaj moraš pa pogledati rate porabljanja pa rate služenja. To je pa pol tisto, če ti zdaj vzameš first class ticket, se pravi prvi razred, letalska karta iz, ne vem, Pariza v New York ali pa Los Angeles in za to plačaš, ne vem, $20,000, let traja 10 ur, a si ti, ki si vzletel pa pristal, a se je tvoj net worth za enak, a si v tem času zaslužil toliko denarja, ali si ga dejansko zgubil. In peščica ljudi je v tem položaju, da ko gre na to letalo, pristane še bogatejša, ko pristane. In to so pravi zmagovalci te igre. Vsi ostali so runner-ups. Jaz mislim, da igra, pa bom se malo popravil, se mi zdi zelo dobro, kaj si zdaj rekel. Ta glavna igra, ki jo na tem planetu igramo, ni isto kot kapitalizem. Se mi zdi, da je kapitalizem nek del te igre, podigra. Če bi samo kapitalizem bil igra, se je ful strinjal s tvojemu messageu in se mi zdi, da je dober. No, poleg tega je pa potem, kaj pa lahko ti narediš kot s svojim vplivom. Ne? Zdaj, če Jani meni reče, ti si, ali pa če mi dva Janiju rečeva, če se ti opredeliš, da si kapitalist in rečeš, jaz sem ful uspešen v kapitalizmu. Vprašanje je, a ti lahko spremeniš zakone te države v svoj prid. To je samo stvar definicije. Po moje ne moreš. Sej, zato bi jaz rekel, zato bi jaz... Ti imaš drugo definicijo, zato bi jaz ful rad opozoril na ta res... A veš, kaj ti rečeš, da sem jaz v top 2%? Ja. Ne? Kad ti to rečeš, se pravi pomeni, da je 98% ljudi je recimo za mano, karkoli to pomeni. Ne vem, manj keša, manj možnosti, ne vem kaj. Bom jaz rekel, da skoraj še krat toliko je pa do tega, da ti prideš v teh 2% še dlje. Ja, to lahko rečeš tudi, kad si pol tam. Seveda, kad si tam, kje? Ja, kad si v teh top 2%, kad si 10 najbogatejši na ne, svetu. Takrat mislim... Je še vedno od 10 do 1. Linearna je, ne? Ampak vsem bi rekel, da vse to so pa zelo take znane. Ne? Po moje, če si ti milijarder, to pomeni, da je net worth tvojih vseh pač investicij, da si ti vreden 1 milijardo. Mislim, da je takih ljudi na svetu 1400 pa še neki. Jaz mislim, da to je, temu lahko rečeš, da je na vrhu kapitalizma. Sam ne tem s časom, kaj si rekel. Če daš to komponento, da ne delajo
za cash stran. Tako, daš stran. Če pogledamo top 10, milijarderjev verjetno dela več kot mi, recimo. Ja, ampak on, če bi zdaj nehal delati, to ne bi pomenil pač, da bi njegov status se bistveno spremenil. To pomeni, da bi on kar naenkrat postal srednji razred.